Lepo pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Vesel sem, da lahko ponovno v našem studiu pozdravimo patra dr. Karla Gržana, slovenskega rimokatoliškega duhovnika, pisatelja, publicista, scenarista, humanista, misleca, doktorja literarnih ved, ki je v samozaložbi natisnil knjigo Dramilo slovenskemu narodu, ki je vsem na voljo brezplačno. Vse to in še mnogo več in ne nujno v takšnem vrstnem redu je pater dr. Karel Gržan. Živi in sprejema življenje z odprtimi očmi in prebujenim duhom. To svetuje in pričakuje tudi od vseh ljudi. Ne strinja se z vsiljenim načinom sprejemanja okoliščin in pasivnim strinjanjem z vsem, kar nam ponujajo različni mediji. Še prav posebej velja to za današnji čas, ko ugotavlja, da se v vse družbene pore vpija virus enoumja. Enoumnost pravi je neumnost, opozarja in spodbuja k prebujenosti. Posebej problematizira uporabo še nepreverjenih cepiv na širokih množicah ljudi in spodbuja k temu, opozori tudi na dediščino nürnberških procesov, ki so obelodanili sporno delovanje na primer nemških in japonskih zdravnikov in smo mu danes na nek način znova priča. Verjamem, da manipulacija svetovne elite za vzpostavitev nekega novega svetovnega reda ne bo in ne more uspeti. Zavest se budi, zaznava prelomno dogajanje, boj med dobrim in zlim. Prepričan je, da se moramo postaviti na stran človečnosti, ki jo Jezus po svojem evangeliju prebuja in poglablja. Na koncu posvari pred zapadlostjo strahu in priporoči pot k optimizmu in svetlobi. Razmišljanja, kaj ti pravi, Bog nam je dal glavo za to, da z njo mislimo. Počaščen in hvaležen sem, da se je ponovno odzval mojemu povabilu pater Karel Gržan. Lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije s patrom Karlom Gržanom. Karel, pogovarjala sva se o precej zanimivi tematiki, o razvoju človeštva, kako nas manipulirajo. Kaj pa ta knjiga, Ta krasni nori svet? O čem pišeš v tej knjigi? Ja, pravzaprav prikažem, kako nas vzgajajo, da smo dojemljivi za manipulacijo. Prikazujem predvsem določene igre, ki nas dejansko vpeljajo v koncept delovanja, sobivanja, kot ga oni želijo. Bom slikovito prikazal recimo primer igre, ki je splošno znana, priljubljena, recimo Človek ne jezi se. V bistvu ti pravijo, ta igra ti pomaga, da obvladuje svojo jezo. Ja, lahko rečeš tako, ampak ta igra dejansko še globlje v tvoje nezavedno uvede koncept, ki je: poskrbi samo za svojo družino, samo za sebe, druge preskakuj, še boljše je pa, če jih vržeš iz igre in ti moraš biti zmagovalec. Če pa rečejo, ja, ne jezi se, to pa je kot pari, najnižja kasta v Indiji, ki mora slepo vdajo dano. V bistvu, bi rekel, zelo pretkan koncept manipulacije, oziroma, ker ti simbol dejansko se vtisne v nezavedno in dejansko potem pogojuje naše dojemanje in delovanje. Pa recimo igra Mikado, palčke, vadiš, kakor da vadiš spretnost s prsti, da brez premikov dobiš čim več točk, ampak vadiš tudi, kako gledaš pod prste drugim, da jih vržeš iz igre in sam nabereš čim več točk. Teh iger je polno, da ne bom omenil recimo Monopoli, kako nas manipulirajo z vsoto denarja, ki jo odtipkajo v računalnik in smo mi od nje odvisni. Ta vsota nima nikakršne podlage, to ni zlate podlage več, ampak dejansko je privat firma, federalne rezerve, recimo vtipkajo cifro in jo potem z njo manipulira človeštvo. To je kot monopoli, dajo nam neke papirje, na katerih so zapisane številke, ampak ti z njimi dejansko kupuješ hotele, pa ne vem kaj vse trguješ, dejansko je pa to velika igra, virtualnost, ki jo dejansko, včasih pravim,
kot otroški vrtec na ledeniku, ki ga nosi interes. Ne? Mi se tam špilamo, to delujemo po njihovem konceptu, najprej kot otroci, pa ta isto kot odrasli, zelo resno jemljemo, to je. Ampak da bi pa se soočili z globalno manipulacijo, to pa ne. Da ne omenim, ker v prvem delu sva govorila recimo o tej polarizaciji. Ne? Kako je dopustno, da recimo otroke že od malega navajaš na igro med dvema ognjema. To je pedagoško skrajno sprto, razen če nima interes, vadi razdelitev na dva pola in ven zbijanje in zmago samo enega. To je pedagoško popolnoma nesprejemljivo. Že Platon je rekel, da moramo zelo, zelo paziti, kakšne zgodbe pripovedujemo otrokom in kakšne igre igrajo otroci. Kajti to jih usodno zaznamuje za njihovo kasnejše delovanje. In mi v te, bi rekel, dojemljive možgančke dejansko vtisnemo nekaj, kar je nesprejemljivo. Se spominjam, s kakšnim konfliktom nekateri otroci igrajo, naprimer, to igro zbijanja. Ne? Prav oni hočejo sodelovati. Ko gledaš ti male otroke še v peskovniku, kako se znajo domeniti, uskladiti, kako znajo slehernika prepoznati na področju njegove uspešnosti, da gradijo uspešno tisti peščeni grad. Tisti, ki pa gradijo z nami grad svojih interesov, dejansko pa uporabljajo manipulacije, nas razčlovečujejo in dejansko celo v pedagoške procese vnašajo nekaj, kar je skrajno nedopustno. Bom povedal še primer med dvema ognjema. Zaključni razred bom izpustil nekega kraja, pa župan financira paintball, ne, da se med seboj streljajo, na dva dela razdeljeni. In ko sem se pogovarjal z enim od otrok, je rekel, kak sem ga šucnil, škoda, da ni bilo zares. Ne. Rezultat, ampak to se je dogajalo v okviru še pedagoškega procesa. To je v Ameriki še, to je grozno, ne, tam da se streljajo v šoli dejansko tudi. Ja, to je pa tudi bilo v konceptu zaključnega razreda zadnjega letnika, medsebojno obstreljevanje in izjava enega od udeležencev, kak sem ga šucnil, škoda, da ni bilo zares. Kaj je tu pedagoško? Kako je lahko to zašlo v pedagogiko? Pa bom rekel najprej med dvema ognjema. Glejte, to pa ne razčistijo tisti, ki so strokovnjaki, ki pišejo programe, ki to dejansko uvajajo, se vprašajo, zakaj uvajajo, in če so do sedaj slepo uvajali, naj se vprašajo, ali bodo služili tej manipulaciji, ali pa bodo domislili igre sodelovanja. Ker mi imamo zdaj, nadaljuje se potem z nogometom. Sod ta igra, ne? Ja, te matrice, to je v bistvu 3D matrica, ki je totalna manipulacija, ta 3D iluzorni svet. Ja. Ampak kaj je zdaj ta višji namen te elite globalne, recimo, naj to transhumanizacija, to razčlovečanje, kaj sploh želijo doseči s tem? Ja, po moje, popolna manipulacija, ne, na podlagi tega. Ja, transhumanizacija pa se jim mudi, ne, ker oni prej smo menjali, ne, da se budi budista, da dejansko se... Ne bodo mogli več manipulirati potem, ne? Če se masa zbudi. Oni so imeli celo, niso imeli tak, bi rekel, ne bi se to dogajalo malo kasneje, ampak ravno, ker zelo spremljajo tudi ta astrološka dogajanja, to pomeni, ne nazadnje, kdo mislil sem pater, ne, tudi zvezda je napovedala tudi Kristusovo rojstvo, ne, in so modreci bili astrologi, ki so to razbrali. Astrologija je v bistvu bila včasih uradna znanost, ne, pa so jo potem ex cathedra so jo odstranili. Tako, ja. In sedaj ti, veste, spremljajo to in se vidijo, da se postavljajo zadeve tako, da same po sebi budijo zavest in so pohiteli. In kako lažje manipulirati človeka, če ga narediš, kot piše še Klaus Schwab, na pol človeka, na pol robota, da vneseš dejansko v njega substance, po katerih lahko zelo vplivaš na njega. Zakaj zdaj tako pospešeno gradijo to 5G mrežo? To je bilo nekoč vojaško orožje, nekoč je še vedno, ampak če jemljemo to kot vojno proti človečnosti, ne, potem
tu imaš določene frekvence, po katerih dejansko, če imaš te antene, ne, jih vneseš sprejemnike v človeka, dejansko z določenimi frekvencami vplivaš na razpoloženje, na dobro razpoloženje, na jezo, na agresijo, ne, ampak zdaj je vprašanje, ali bomo mi to dopustili. Ne. Seveda vse prodajajo kot za dobrobit človeka. Za dobro, za zdravje. Ja, tudi vnašati v človeka določene sprejemnike, da bodo spremljani njegovo zdravstveno stanje. Ampak veste, impuls, ki gre iz človeka ven, tudi sprejema impuls. Ja, in komu bom jaz dal v roke, da bo vplival name nadaljavo, če vem, kakšen je interes zoper človečnost. Če vem, da so uradno postavili spomenik, na katerem so izpisali, na kolikšno število želijo omejiti število populacije. Torej, to so javno objavili, mislim. To stoji spomenik. Zdaj, ne bom, v knjigi je vse zapisano, od Ramilo, pa tudi v... Kogar zanima, bo prebral, ne? Ja, to je spomenik, ki je postavljen, kjer je 10 točk napisani, njihovega namena in dejansko to odkrito. Pa vse odkrito govorijo, ne? Ja, tudi to sem bral, ja. Ja, pravijo, ne, teoretik zarote. Ne, samo teoretik logike. Ne, če Klaus Schwab World Economic Forum, ne? Objavi vse v svojih knjigah, ne, vse namene, se nič ne skrivajo. Samo je treba brati, ne? Je treba brati in tudi njihova schema, njihovi načrti, če malce poklikaš, kam se vodi, recimo, kaj želijo za starejšo populacijo, ki je breme, niti ne gre, da bi govoril tu, oni vse zapišejo. Ampak jaz se tu sprašujem o naših novinarjih, ne? Ali res samo prepisujejo z 2 svetovnih agencij in to objavljajo, kar morajo, da se zaščitijo, so tudi svetle izjeme in moj globok poklon. So določeni, si upajo. Vsi upajo, tudi ti. Ja, hvala. Ja. Kaj delajo? Javne torej televizije, radiji, dejansko bi morali biti v službi ljudstva, bi morali biti varuhi pred manipulacijo. Ne pa da zato, da si varen, se samo cenzuriraš, oziroma so tudi uredniki kot njihovi veliki cenzori, ki skrbijo, ampak naj se zavedo. Ta čas bo tudi razkrit. V vsakem obdobju so manipulatorji mislili, da so varne. Ne, razkriti bodo. In izpisana bodo njihova imena, ne žrtev, ampak tisti, ki so manipulacije omogočali. In če imajo radi malce sebe, naj se zavedajo odgovornosti. Kajti, ko rečemo nekomu, da je na odgovornem mestu, ne, bo dejansko tudi odgovarjal. To ni funkcija za višjo plačo, ampak to je funkcija, če že imaš višjo plačo, si še toliko bolj zaveden, da služiš ljudem, ne pa tistim, ki ti plačo povečujejo, zato da boš pihal v isti rok manipulacije, oziroma da bo serviral informacije na ta način, da služijo manipulaciji. Absolutno, ne. Torej, dejansko ljudstvo se prebuja, ljudje se prebujamo, ne, vsi skupaj. In ne bomo več igrali šaha. Tako, ja. Kmetje ne bomo več igrali šaha. No, evo. Ne gremo se več te igre, ne? Ne gremo se več te igre. V tej knjigi Ta krasni nori svet temelji v velikem delu tudi na šahu, ki prikaže, to je prastara igra, ne, ki prikaže popolnoma način funkcioniranja manipulacije. Ne. Polariziraj na 2 pola, potem pa s prvo linijo, da je kmete, ne, ki jih bo žrtvoval tudi v sedanjih vojnah, ampak ne samo o tej vojni, ki jo spremljajo v Ukrajini, tudi drugod po svetu. Ne. Nekdanji predsednik Združenih držav, Obama, mislim, Nobelov nagrajenec za mir, mislim, da je sprožil kar 6 vojn. Zanimivo, ne? Ja, zelo zanimivo. Torej, na 2 pola polariziraj. Prva vrsta so kmetje, ki jih lahko žrtvuješ. Ne? Zdaj tisti gospodje, ki so sprožili vojne, veste, če bi se morali oni soočiti in se spopasti, recimo, da bi se spopadli 2 predsednika, ki stojita predstavljate države, bi se takoj zmenila. Ne? Če bi se morali spopasti generali, bi bile bitke silno kratke. Tako pa soldati, ne, že beseda soldat pomeni sold. Neznaten, nič ti ni vreden. Ne? In če že pomislimo, gledajte, bom spomnil na Prvo svetovno vojno, ne spomnim se tistega hriba, ampak za en hrib je šlo, 4000 vojakov je padlo.
medtem ko je njihov general, ime ne bom spuščal, prirejal ta čas bankete v Ljubljani. Ne. Glejte, a se bomo rešili še naprej? V dosedanjih vojnah je bilo ubitih na desetine milijonov. Koliko še, da se bo v nas kmetih prebudila zavest, da se tako pač več ne gremo. Ne? Kajti tisti, ki s tem manipulirajo, stojijo za našim hrbtom, ne? Dejansko prvi vrsti kmetje, trdnjave, seveda bomo rekli generali, potem tekači, birokracija, kaj so še oni, laufarji, politika, ne, laufajo interesov in kralj in kraljica. Ampak veste, tudi laufarji so dejansko polarizirani, ker ti moraš tudi znotraj svojega tabora polarizirati, da obvladuješ. Ne? Kralj in kraljica dejansko, da obvladujeta svoj dvor, tudi znotraj polarizirata, da manipulirata. Pol je tista medsebojna prestrašenost, ogroženost in potem seveda izvrševanje manipulacije, ki morajo pa izvršiti kmetje. Itak, ja. Vedno nastradajo tisti pač nedolžni, nažalost. Lejte, tu je pa zdaj vprašanje. Ne? Matere vejo, da se tako ne sme, ne moš ti vzeti sina in ga poslati, da ga bojo ubili, zato da se bo tam toliko za interes tisti, ki bodo na koncu tako nazdravili šampancem in po možnosti dobili še Nobelovo nagrado za mir. Tako ne gre. Ne? Mi moramo, tako kot smo že v prvem delu govorila, obuditi alternativni koncept. Mi jih moramo ozavestiti. In tu se jaz sprašujem, kje smo izobraženci, kje so akademiki, kajti to je danes temeljna naloga. So se potuhnili. Ja, ne da se ukvarjajo z problemom vejice v stavku, ampak da se ukvarjajo z vsebino v stavku, ki je pa problematična. Pa lažje pisati v vejici, ker to naredi strokovni članek, sam si varen, piše strokovno, ampak mi se moramo zdaj ukvarjati z vsebino človečnosti in kako to človečnost zaščititi in obvarovati. Tako bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu druge oddaje Prebujeno srce Slovenije s krasnim gostom, patrom Karlom Gržanom. Ja, Karel, nekoč so bili preventiva dvorni norčki, ne, da ni prišlo do norosti. Pa kaj se zdaj dogaja v tem svetu? To je čisto noro že, ne? Dvorni norčki, ki jih omenjaš, so bili res temeljna preventiva, da se ni med vladarji razpasla v glavi vladarjev in odgovornih razpasla norost. Mi pojmujemo sicer dvorne norčke kot neke zabavljače, ampak oni niso bili zabavljači. Izbrani so bili najbolj miselno pronicljivi, najbolj etični in z darom za humor. Spremljamo funkcijo dvornih norčkov od faraonov pa do nekje 18. stoletja. In kaj je bila naloga dvornega norčka? Naloga dvornega norčka je bila, da na primeren, danes bi lahko rekli tej funkciji supervizor, da na primeren način opozori vladarja, da ne potegne noro potezo, bi mi rekli, ampak nedopustno potezo, ki bi bila zoper človečnost, rečemo temu tako. In kako, recimo, da je to dvorni norček naredil, je bila specialnost, je bila spretnost. Ko je dvorni norček videl, da želi vladar potegniti, udejaniti neko potezo, ki bi bila nedopustna, je kralja posvaril na 4 oči. Ampak kako? 5-1 smo že v prejšnjem prvem delu omenjala, ne vem, če je bilo ravno 5-1, ampak bilo pa vsekakor tako. Rekel je, o kralj, ti, ki si znan po tej plemeniti potezi, po onem človekoljubnem dejanju, potem, ali si predstavljaš, da bi, in potem je ironiziral potezo, ki bi jo sicer kralj naredil in bi bila v škodo. Ampak ker je kralja najprej ovrednotil, da je vreden, in ker je povedal na lahkoten način, ne ti si butas, kaj boš to, ne, ampak na primeren način je osvetlil ironično potezo, se je seveda kralj nasmehnil in je v svojem smehu izničil potezo, ki bi bila sicer nedopustna. Če se spomnite kakšne slikanice, dvorni norček je bil vedno ob kralju. Zopet poudarjam, ne kot vicmoher, ampak kot tisti, ki je bil supervizor, ki je bil varuh
človečnosti, danes bi rekli na seji vlade. Ko so se namreč ob kralju zbrali njegovi svetovalci, recimo danes ministri, ne, je dvorni noček skrbno poslušal njihove predloge, njihovo dogajanje, in ko je videl, da želi kakšen minister, bi rekli danes, podtakniti kralju v udejanjenje, v uzakonitev nekaj, kar je nedopustno, je se prijavil k besedi dvorni noček. Ampak kako? Zopet specialnost, ki jo bom potem malce ponudil v sodobno uporabnost. Najprej je pohvalil kralja. Torej ne najprej, kaj on želi, ne, negativnega, ne. Najprej pohvalil kralja, da si je izbral za svetovalce najbolj etične, najbolj modre, najbolj do ljudstva naklonjene ljudi. Potem pa je šel na tistega ministra, ki je hotel kralju potakniti v uzakonitev nekaj nedopustnega in je rekel, in si izbral za svetovalca tega in tega. In potem je kaj? Naštel vse dobro, kar je že ta človek naredil. In potem, ker je dal to pozitivno, je dal s toliko večjo učinkovitostjo to, kar je hotel negativnega. In potem, ko je naštel vse dobro, a si predstavljate, da bi on, potem je pa povedal, kaj je hotel narediti skozi ironijo, in seveda so se začeli vsi smejati. In se je verjetno zelo kislo nasmejal tudi tisti minister, ampak je s tem izničil nedopustno potezo. To je bila, torej, to je mojstrovina. In to mojstrovino bi dejansko potrebovali danes vse ustanove. Ne? To pomeni, na vladi mi je pravil, Tone Partlič mi je pravil, da ko je bil še poslanec, je predlagal takrat nekomu predsedniku vlade, da bi ustanovil ministrstvo za smeh. Mislim, da tako rekel. Ampak je rekel, Drnovšek, ki je bil takrat, me ni razumel in ga je pol enkrat srečal, pa rekel, ja, ti, ki hočeš to. Ampak gledajte, če bi mi doumeli veličino poslanstva dvornega nočka, bi si res, ampak to bi moral narod izbrati, preizkušenega človeka, pred vsako manipulacijo odpornega, nepodkupljivega. Ne? To ne pomeni, da mu je daje tako veliko plačo, da ne bo podkupljiv, da je sam toliko ozaveščen, da se ne gre manipulacije, miselno pronicljivega, potem z darom ironizacije, da bi bil na sleherni seji vlade. Državni zbor bi rabil nekaj več teh zaposlenih nočkov. Tudi vse druge ustanove, škofije, kaj vem, katera podjetja vse, ki delujejo, ministrstvo za šolstvo, vsekakor. In še, ki bi potrebovali, da bi ozaveščali in na pozitivni način dejansko premagovali norost. Ne z agresivno, vi ste butasti, vi nič dobrega nočete. Ne, ampak glejte, to pa to ste dobro naredili. Torej, stimulativno. Zdaj pa, če še smem, recimo za kako družinsko situacijo uporabiti to modrost, mojstrovino dvornih nočkov. Mi v družinah pogosto pridemo do konfliktov, ne? Preprosto zato, ker se olajšamo na ta način, da bližnjemu takoj povemo, kaj je naredil nespametnega, kaj ni naredil v redu. In potem se olajšamo. Recimo, mož pride pozno domov, kadar se z kakšnega predavanja vlačam bolj pozno, zvečer po noči, vidim pred gostišči veliko število avtomobilov. In kdo je za točilno mizo? Moški. Tam je kelnerca, in oni so pametni, oni drugemu potrjuje, da so vredni. Ne? En je bolj pameten od drugega. In kaj to kaže? Hoče biti prepoznat kot vreden. In zakaj so tam? Ker se bojijo domov. Ker bo doma najprej slišal, kaj ni, spet si to. Ne? Če bi imeli mi pristop, če bi vladali mojstrovino dvornih nočkov, če bi recimo žena, pa vem, da je to zelo težko, ker ko si ti prizadet, najprej daš iz sebe ven. Ampak, veste, odnos ni stranična zadeva, olajšanja. Ampak je potreben napor. Trud, ja. Če bi žena rekla najprej, poglej, a si prišel, takoj bi ga stresli, kaj je možno, jaz sem prišel na pravi naslov. Ne? Potem pa bi rekla, joj, in bi sicer z muko, včeraj sem se ti pozabila zahvaliti, pa bi še naštela, tudi če ne bi šlo 5, pa vsaj 3. Pa bi potem rekla,
a bi ti prišel mogoče jutri prej, pa bi mi ti to naredil. Bo naredil. In bi prišel prvič, zato ker ne bi mogel verjeti, da je to ista žena. In potem, glejte, bo naredil. Isto ženi, če poveš, da ti ovrednotiš, če opaziš, zakaj vse vlade ob mogoče rednem delu, še toliko tega. Veste, ženske so intuitivne, one globlje zaznavajo, so bolj senzibilne. Če bi jim podaril svojo bližino, Kelti so rekli, moški je moč in meč, ženska je srce in intuicija. Če bi ji stal kot moč ob strani in bi jo vrednotil, koliko tega bi zmogla in ne bi zbolela. Tako pa ženske zbolijo, ampak tu bi nam, v prvem delu sva govorila, proces izobraževanja bi skozi doživljajsko pedagogiko moral omogočiti tudi veščine srečnega, zadovoljnega sobivanja v realnosti. To nas nihče ne uči, nam nihče ne pove. In pol trpimo in v odnosu trpimo in potem se grejo tisti ping-pong. Tu bi res, lejte, ena tako globoka naklonjenost do človeka bo potrebna in pomoč, da mu bo dobro živeti v realnosti časa in prostora. Zanimivo, ne? Dvorni norčki, ki smo jih imeli za haharje, kaj nas vse lahko naučijo, da se potem lažje nasmehnemo. Tako, ja. Dejansko je pomembno, da tudi s humorjem, s smehom včasih razbijamo te težke sisteme, te manipulacije, da se dvignemo nad to, Ja, lažje, ne. Nekoč so mi rekli, da bom povedal časopisa, kadar pišemo resno o, recimo, zablodah politike, nas jih nič ne prizadene. Ko pa ironiziramo, se jih pa dotakne, ne. Torej, ironizacija je močno orožje, ne, ki dejansko, tu se spomnim tudi, recimo, veste, v času, ko ni več časopisa za ironizacijo, ne, v tistih časih, ko smo rekli, da ni demokracije, Pavliha izhajajo. Jaz sem vedel cel kup vicev o tovariših izpostavljenih. Danes je časopisa za ironizacijo ni in ne vem nobene šale o ljudeh, ki so sami po sebi tako ironični, da bi morale mrgoleti šale, pa jih jemljemo resno. Ko ni ironizacije, je manipulacija. In to se moramo globoko zamisliti. To je res, ja. Dejansko je kar globoko smo zašli, ne? Dejansko v teh časih. Ja, ampak ravno to je dobro. Ampak to je dobro, Znak, ne? Znak, da gremo gor. Ja, ko je noč najtemnejša, se začne napovedovati dan. In je čas prebujenja, je čas prebujanja zavesti. Zavest se drami, pravijo naši kolegi budisti. Tako, ja. In to je neustavljivo. Razlog za optimizem, obenem pa zavezuje to seveda slehernega izmed nas, da ta dar, ki nam je dan tukaj gor, dejansko uporabljamo. In seveda tudi, da ga krepimo z srčnim impulzom. Torej, misel mora biti vedno posvečena z srčnostjo. Kajti sam razum je lahko tudi nevaren. Če se spomnimo, recimo, velikega filozofa Heideggerja, in je pravi bil največjih briljantnih umov preteklega stoletja, on je bil seveda pristaš Adolfa Hitlerja. In veste, razumsko je zelo logično, da je manj ljudi, da nekatere izbrišeš, da nekatere manipuliraš. To je, bi rekel, hematistično logično, ne ekonomično logično, hematistično logično. In veste, pamet, ki ni posvečena z srcem, ki ni posvečena z duhovnostjo, ki ni posvečena z socialnim čutom, je lahko smrtonosno nevarna. Tako, se strinjam. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu druge oddaje Prebujeno srce Slovenije, z menoj izjemen gost, pater Karel Gržan. Ja, dejansko v teh časih, ko je težko, ko so stiske, ko so strahovi, je še kako pomembno, da imamo ta stik s človekom, da smo sočutni, da se imamo s kom za pogovoriti, podeliti stiske, mogoče kakšna beseda na to temo. Ja, to je zelo pomembno. Ravno v teh dneh sem od znancev izvedel za dva mladostnika, ki jih ona dva poznata, ki sta obupala nad življenjem, ki sta končala življenje. Sam sem pater, torej imam tudi izpoved. Nikoli do sedaj se mi niso otroci izpovedovali, da imajo temne misli. Sedaj se to izpoveduje.
da imajo temne misli, da so v težkih situacijah, da jih je strah. Glejte, čas, v katerega so nas zapeljali, ne, in ga nas poudarjeno zastrašili, dejansko je povzročil globoke posledice, ki bodo se kazale, se izražale, mislim, da še dolgo časa. Ne. Že to, da nam vzamejo pol obraza, ko to ni potrebno. Ne. In toliko tega, da nas streljajo v tretje oko, da merijo temperaturo, ki se da zmeriti tudi drugače, da nas vse na mogoče načine ponižujejo, da nas delajo krive, recimo otroke krivi, da si izmišljujejo razloge, s katerimi neke kao znanstvene študije, ki ne vem kaj dokazujejo, kar to ni res. To, ko ste rekli znanstveno, mene je zelo sram naziva, da sem doktor znanosti. Da sem zdravnik, včasih res, kar so naredili zdaj z medicino, je zločinno, bom rekel. Znanost, pa tudi znanost, veste, znanost je vedno terjala argumente, raznolike argumente. Za znanost je nujen znanstveni dvom. Zdaj pa ni bilo dopuščeno dvomiti, ker če si po dvomu, si dejansko bil takoj neznanstven, nestrokoven. To, kar so nas zapeljali, to, da so ob tem molčali tisti, ki bi morali spregovoriti, bom rekel kar najprej akademiki. Še več, da so celo služili, spomnimo se izjave, da bom rekel katerega, potem dejansko to, veste, ampak to bo zgodovina pomnila. In ti ljudje so se zapisali v zgodovinski spomin, s tem, da so dopuščali to, da so dopuščali kršitev vseh temeljnih konvencij in zakonikov, ki varujejo človečnost pred medicinskimi eksperimenti. Oni so se zapisali. Tudi če utemeljujo, pa bo to, pa si kršitev Nürnberškega zakonika ni pod nobenim pogojem dopustna, ker je merilo. In ko si ga dopustil in si visoko izobražen, si dejansko izdal človečnost. Tu ni razlage. Ampak, zdaj smo šli v to smer, ki dejansko je potrebno poudariti, ampak sočutje je potrebno. Mi se ne smemo puščati same. In ko ti otrok to zaupa, ko ti to pove, ti zaupa recimo res eno globoko stisko, ki je mogoče niti doma ne zmore izreči, ker sta tudi starša v stiski, ker on ne želi poglabljati te stiske. Ampak tukaj zdaj svetijo vsi alarmi, da se moramo ustaviti, da se moramo slišati, da moramo to brezumje končati, da si moramo privoščiti, da nam morajo privoščiti vsaj oddih, ampak ne privoščijo, da nam ga. Čez noč se je končala COVID panika in se je začela vojna. In vsi mainstream mediji samo o tem zdaj poročajo. Samo to poročajo. To je spet dodatna manipulacija. Ker mi pravijo starši, ki prihajajo, recimo, ko prihajajo otroci domov, ne bom rekel, kako so prestrašeni, kako so negativni, kako so zbegani. Tudi jaz imam precej otrok v obravnavi, ki so zelo v hudih stiskah. Ki so v hudih stiskah. Torej sočutje tle zdaj pomaga, ta stik s človekom, da slišiš človeka, njegove občutke, potrebe. Zdaj pa se tu jaz vprašam, ali so nas navadili na odnos sočutja. Tu se spomnim, recimo, ko smo se srečevali, ali pa se še srečujem, upam, da izginja, kako si dobro pa še na boljše kaže. V situacijah, kakršen je, mi potrebujemo drug drugega v iskrenosti, v pristnosti. Mi potrebujemo drug drugega v tistem času, ko se človek dol usede in ti jaz pripovedujem svojo doživljajsko resničnost in mi tudi ti poveš svojo doživljajsko resničnost in se ne puščava same. Najprej izpoveva to, kar teži, potem pa drug drugemu usmerjava misel v to, kar bodri, kar daje moč, kar te naredi dejansko odpornega za vse te agresivne novice, agresivne dogodke, s katerimi nas vsak dan oblegajo, nas ranijo, nas naredijo šibke. Mi se moramo zavestno krepiti. Tudi recimo priti nekomu na obisk in govoriti samo negativne novice ni dobro. Ja, mi povemo, to je moj strah, to je moja negotovost, on ti tudi pove. Pa si rečete, kje bova pa našla moč in oporo
da bova vse te napade, dobesedno napade, ker to je psihološka vojna, da bova vse te napade zdržala. In si rečete, poglej, šla bova na vrt skupaj, pa bova se dotaknila matere zemlje, ki razelektri. Bova recimo pogledala, bova šla k potoku, ali pa bom šel sam k potoku. Šum vode je tisti, ki najbolj razbremeni naspetostne vozličke, in ko gledaš, kako voda teče, voda nosi spomin in ona dejansko te sprejema tisto tvoje breme in odnaša. Ona se bo že očistila na tistem skalovju, ki jo bo prezračilo sonce, ozdravilo, ampak tudi ti moraš biti ob njej. Sveti Frančišek Asiški je rekel, sestra voda, brat mesec, oziroma sestra luna, mati zemlja, on je rekel zemlji mati. To je vse tisto, kar živi v bratstvu do nas in nas zdravi. Ne zdravilne rožice, samo, bi rekel, te razne bolezni, ampak tudi vonjava, aromaterapija, ko povonjaš. To je terapija arome, najbolj naravna. Sam se spominjam kot otrok, kako rad sem brcal jesensko listje in kako je to dišalo. To je aromaterapija, ki nas pripravi na zimske dni. Mi moramo najti v naravi vse to okoli nas, kar je zdravilno in krepčilno, kar nam daje moč. Ampak sedaj je tudi farmacija to marsikaj dejansko odvzela nam pravico. Grem recimo k zeliščarki na tržnico, bom rekel po Šentjanževko, pa reče, da zdaj pač ne smeje to prodajati, ker je bojda nevarno. Grem potem v lekarno in prosim za Šentjanževko in jo dobim brez napotil, če je smrtno nevarna. Bi morali biti tu opozorilni znaki. Ne, to je manipulacija, farmacija, ki jo mi dopuščamo. Mi si moramo to naravno pravico vzeti nazaj, ker je naravno pravo nad dejansko tem umetnim pravom. Še posebej, če je to pravo manipulirano strani interesa. Tako da dejansko prebuditi tisto, kar v resnici smo, in to živeti. In to jasno postaviti tudi mejo, se izraziti in povedati. Se zavedati naravnih pravic, ki so nam dane. In ena takih naravnih pravic zakoni, je tudi to, da se družimo. Kajti recimo ta osama dejansko je čustveno spodnesla človeka, tudi duhovno. V času, ko so bile v nekem obdobju te pandemije, ko so bile lahko trgovine natrpane, mi je pravila znanka, ki dela v trgovini, vse blagajne so napolno delale, so morale biti cerkve zaprte. Knjižnice tudi. Knjižnice tudi, ja. Kakor da so knjige, pa ta duhovni stik z Bogom nevarni, makaroni pa ne. To je recimo takšna parodija. Toliko razlogov imamo za ironizacijo. Toliko tega je bilo nespametno in toliko tega so odgovorni recimo tudi dopustili. Zelo zanimivo so se zapisali v zgodovinski spomin. Predvsem to, da so nas odtujili, da so nas drug pred drugim prestrašili. Vsekakor previdnost je potrebna, ampak ne na ta način, da nas namerno odtujujejo. In ko doživlja človek stisko, veste, kot je lepo, si lahko tudi sam. V stiski pa ne smeš biti sam. In zdaj so nas spravili v strah in v stisko in so nas osamili. Kakšna priložnost za manipulacijo. Naredili so nas vse pogoje so izpolnili, ampak gledajte, zgodovinski spomin pomni, tudi izjave teh izpostavljenih govornikov, pred kratkim tudi na oddaji 1:1, odgovornega, kakšna izjava pripravljajo. In kdo pripravlja? Politiki pripravljajo, s čim nas bodo jeseni. Gledajte, to presega sleherne meje dopustnosti, ampak je dopuščeno, kajti ti ljudje bodo še vedno izpostavljeni in se, če uporabljam besede istega, šli hecati z ljudmi. Dobesedno, Ok, deva še kakšno v humorju. Charlie Chaplin, recimo, tudi... knjiga, to je pa knjiga Smešnic, da bom končala humorno. Pisal sem zgodbe z naslovom, ki so zbrane pod naslovom Jaz, Charlie Chaplin. Jaz sem namreč kaplan v Lučah in Solčavi in sem Karli. Chaplin, Charlie, torej kaplan Karli. In tem pripovedujem razne zgodbe.
ki sem jih sam doživel ali pa sem jih slišal. Vse zgodbe pa pripišem sebi in jih ponudim sebe v smeh, ne? Ker se mi zdi nedostojno dejansko usmešiti nekoga drugega, čeprav veste, bom rekel, tisti, ki so se javno izpostavili, je dejansko njihove neumnosti je potrebno tudi ironizirati. Ovrednotiti, kar je pozitivnega in neusmiljeno ironizirati grozljive neumnosti, ki so sedaj dopuščajo. Če bi še obstajal Pavliha, verjamem, da bi imel dela za... Pavlihova pratika, ne? Ja, Pavlihova pratika, pa tudi bil tednik Pavliha in bi bil verjetno precej debelejši z več stranmi, kot je bil takrat. Bom povedal eno na svoj račun. No, super. Pripisano na moj račun. Dogodek, resničen dogodek, ki ga seveda malce karikiram, dodam humorno vsebino, humorno razsežnost. Bom šel na svoj čas kaplanovanja na Ptuju. Veste, ko konča nekdo šolo, pač misli, da je najpametnejši, in silna potreba, da bi videli, da si izstopajoč in pomemben. Ne? Veste, to, da sem slišal Pater Karl, ne? Veste, to je tako poškačkal moj ego. Pater Karl, to, Pater Karl, ono in tretjo. In sem iskal priložnosti, ki bi Pater Karl izstopajoč bil. Tudi pri romanjih. Klasična romanja so znana, to je obisk svetišča, Božjepotne cerkve, to je ogled enega dela naše lepe domovine in pa seveda gostišče. Ampak to je bilo zame premalo, to ni bilo noter dodane vrednosti Pater Karla. In zato sem dodal kulturo. Sam imam rad kulturo in prvo leto, ko sem bil na Ptuju, smo šli na ogled Galerije sodobne umetnosti. Še sedaj vem, tam so sedele, bile izobešene neke risbe, vse so imele enih 30 risb, 3 zvezdice pa 2 črti v raznih pozicijah in se spomnim, kako sem stal pred ljudje Ptujčani, normalni, veste, so bili zmedeni, kaj se to poslal gledati, kakšne risbe, to bi vrc so narisane, ampak jaz sem se delal strokovnega, sem rekel, vidite, a čutite, če so zvezdice gor, pa črte dol, lahkotnost, če so črte gor, zvezdice, ne, mislil sem, da sem strokoven, sem bil pa smešen. No, sledeče leto je bila pa neka obletnica Williama Shakespearea in v ljubljanski drami so igrali Hamleta. In sem pomislil takoj, ne, preden bomo šli na Brezje, da gremo še na Hamleta. Ko bojo spraševali, kje pa ste bili, ne, smo bili na Hamletu. S kom? S Patrom Karlom. To je tako fajn izvenilo na ego. In seveda sem poklical ljubljansko dramo, rezerviral 50 stopnic in ljudje, če so hoteli priti do Marije Pomagaj na Brezje, so pač morali preko Hamleta in so pač se prijavili. In na dan, ko je bila predstava, ko je bilo romanje, sem bil zelo nestrpen, ker 2 sta zamujala. Mi smo bili vezani na začetek predstave, 50 ljudi pač ne more zamuditi predstave, zdaj pa smo bili nujno, da bi krenili. Kaj naj naredim, ali naj še počakam, ali naj gremo, tista strašna napetost, je pritekel sosed, če ni bilo mobilnih telefonov in je rekel, joj, sta poklicala, sta zaspala, vi pejte kar naprej, se dobimo v Ljubljani, v drami. Mi smo šli res naprej in še pravi čas prišli, avtobus nas je še sedaj postajališče blizu drame, stopili smo v dvorano, luči so se zatemnile, zastor se je odprl, predstava se je začela. Predstava teče. Do tistega trenutka, ko se Hamlet zazre v temo dvorane, kjer naj bi se pojavil duh očeta in reče, kdo si, ki hodiš v temi? In se je zgodilo. Prišla sta. Rekli so jima, pojdite potiho v dvorani, da ne boste zmotila predstave. In sta rešila zelo tiho. Ko se igralec zazre, ime bom spremenil, ko se zazre naravnost v Franca,
ni ga videl, ker je zaslepljen bil od reflektorjev, in reče v smeri Franca, in naj bo ona Micka, tudi spremenjeno ime: "O, kdo si, ki hodiš v temi?" Franc je bil prvič v gledališču. Zavedal se je, da je v kulturni ustanovi in da mora na kulturno vprašanje kulturno odgovoriti. In kar naenkrat se je razlegel po tistem vprašanju, kdo si, ki hodiš v temi, v dvorani. Franc pa Micka s Ptuja sva, zamudila sva, in pol je vse razložil. Igralec je najprej stal, pol se je pa še samo smejal. Ja, Za njim se je začela smejati vsa dvorana, jaz ne. In potem so se prižgale luči in je prišel en gospod, ki ni bil igralec, na oder in je rekel: 15 minut pavze. Po 15 minutah se je zastor zopet odprl in igralec je začel, naprej ni prišel, ker se je začel zopet smejati. Za njim se je smejala vsa dvorana. In je prišel zopet on gospod in je rekel: 20 minut pavze. Po 20 minutah so nadaljevali s predstavo, ne, tam o kdo si, so preskočili nekaj teksta, igralci so se izogibali očesnega stika, ker bi se začeli smejati, so očitno muko v bremzanju smeha dokončali tisto predstavo. Sam sem mislil, da bom plačal kazni, ker sem v nič v predstavo in nisem. Rezultat pa je bil, da od takrat dalje moja romanja niso imela več kulturnih vložkov. To pa je zanimiva anekdota zgodba. Ja, in se je dobro, veste, ko se družimo, sočustvujemo, se usmerjamo dejansko pozornost na to, kar nas krepi. In je pomembno, da ironiziramo tudi. In materijala za ironiziranje nam ponujajo preobilno. Ogromno. Ne norosti jemati resno, ampak ironizirati in se osvobajati. Tako je. To je ta drama, ne, te matrice, in Shakespeare, mislim, da je rekel, ne, ves svet je oder, ne, in mi smo samo igralci, ne. S tem začenjam knjigo Ta krasni nori svet. No, evo, ne. In se tukaj še malo igramo, ne. Ja, tako. Ja, ker najin pogovor je bil, mislim, resen in je dobro, da ga potem napotilo ob tem, da sočustvujemo, da ozaveščamo, začinimo tudi s humorjem. Tako, odlično. Mogoče še kakšna zaključna misel, ne, če se nama počasi izteka. Kaj bi zdaj mogoče še povedal našim gledalkam, gledalcem za ta čas? Ja, mogoče se vam zdi tesnoben, prestrašen, ampak ne iti v smeri strahu, ne se dati zastraševati. Tam, kjer zastrašujejo, vedno manipulacija, ne. Strah je dejansko iz strahu raste, manipulacija korenini v strahu. Ampak strah je v bistvu iluzija, ne? Resnica je ljubezen. Ampak je omogočen, ko se osamimo, ko sami tuhtamo agresijo teh negativnih informacij. Torej informacije berite, ne poslušati nanizanko negativno. Kogar zanima, ne, tudi ta knjiga, Dramilo slovenskemu narodu, sva dala tudi naslov najine oddaje tokrat, ne obeh oddaj, torej Dramilo slovenskemu narodu. Še bolj pa Ta krasni nori svet tudi, zdaj pri sanjah. Lahko preberete. Ja, in pa to, bom rekel, ne se puščati same, sočustvujte, usmerjajte pozornost na pozitivnega in ironizirajte, smejte se. Iščite razloge za smeh in praznovanje. Zdaj je čas, da se zopet povezujemo in v povezovanju, ko že debatiramo, živimo v zavesti, da drug drugemu pripovedujemo samo spoznavno resničnost. Ne se dati ločevati na vse možne in nemožne načine. Najhujše ta ločitev sedaj cepljenec. To je tako neumno. Vsak se je odločil po svojem prepričanju, po svoji vesti, po svojem vedenju. Dejansko ironizirajte to, kar je pa res vredno ironiziranja in se smejte. To smeh res osvobaja. Je pol zdravja, pravijo, ne? Smeh je pol zdravja, in vse ostalo pa še to damo. Tako je, pa še zraven malo. Smeh je tista začimba, ki vse ostalo, kar je v življenju, dejansko naredi v polni okus. Pa sočutje, tudi to. Poiskati začimbe, recimo, s katerimi obogatimo, okrepimo, požlahnimo svoje čutenje. Tako, sočutje kot najvišja oblika ljubezni je tudi Ošo že, recimo, rekel, ne.
Ja, sočutje. Ne? In zdaj to sočutje ni samo strani človek, je tudi strani človek-narava. Jaz živim recimo na enem področju pod Radohom med dvema potokoma, kjer je več vlage in tam rastejo tiste rožice, ki so najbolj krepčilne, da preprečijo bolezni, ki bi se lahko razvile in me ogrozile na tistem področju. Torej vse je na dosego in to je naravna danost, ki nam je... Vse je že božansko skreirano, točno tako, kot mora biti in je prav. Vse je tako, ja. In tudi vstopati v ta vedanja, zelo se zanimati pri starejših ljudeh za to, recimo sobivanje z naravnimi zakoni, da ne v to ne opozabo, ne. Zbirati to vedanje in potem to seveda tudi uporabljati v sožitju z naravo. Mi imamo srečo, da je Slovenija takšna dežela, da lahko vsak z ne velikim trudom vstopi v ta živi naravni stik in se veseli in se krepi. Tudi v prvem delu oddaje smo omenili Trstenjaka. On je zelo govoril, pisal o tem, kako valovijo barve. Barve so valovanje, kako krepčilno, zdravilno vplivajo na naše doživljanje. Recimo zelena barva, ko je obdobje polne zaposlitosti, polne aktivnosti, ki dejansko, ob kateri se človek najde počitek, umirja misel. Potem preden pride zima, polna teh toplih barv, ki nas hrani, notranje hrani. Hrček se nahrani z zalogo, s katero živi, mi se pa, ko greš v gozd, ko gledaš to drevje, to barvitost, se hrani tvoja notranja struktura. Potem zima, ko greš v gozd, so ta debla, gola debla kot stebri, kot opora in delujejo, kakor bi rekel, spremljevalci v sopotništvu, ki ti daje trdnost. In potem zopet ta prebujena mladost pomladi, ki jo bomo sedaj doživeli, jo že doživljamo. To je vse en tak dar, če znamo vstopiti v to razkošje sočutenja. Seveda smo pa najprej poklicani kot človek človeku, da smo drug drugemu dar, sočutja, potem pa z vsem, kar nas obdaja. Vse valovi zato, da bi nas krepilo. In ko se mi sami okrepimo, ko najdemo to notranjo moč, potem gremo in s to notranjo močjo damo drugemu človeku tisto spodbudo, ki jo v svoji zgodbi življenja potrebuje. Odlično, hvala, pater Karel, za vse modrosti, za vse predano, moj globok poklon, spoštovanje, za vse. Enako in vsakemu izmed vas smo sopotniki v življenju. Tako, hvala. Hvala torej tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Prebujeno srce Slovenije. Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.